Nakupovanje prek spleta postaja vse bolj priljubljeno. Po nekaterih podatkih naj bi se spletnega nakupovanja posluževala skoraj polovica uporabnikov spleta v Sloveniji. Največkrat se odločijo za nakup oblačil, športne opreme, računalniške opreme ter knjig, revij in časopisov. Med storitvami pa največ kupujejo turistične storitve. Največji plus nakupovanja po spletu je, da ga lahko opravimo od doma, zaradi česar prihranimo tako čas kot denar, ki bi jo porabili za pot do trgovine. Ker je spletna trgovina z razliko od klasične odprta 24 ur na dan vse dni v letu, se vam ni treba obremenjevati z odpiralnim časom. Poleg tega pa na spletu lahko kupite tako rekoč vse na enem mestu, kar za nakup v klasičnih trgovinah ne velja. Ker spletno prodajo lahko vodi le en ali nekaj zaposlenih in ker ne potrebujejo velikih prostorov za razstavo ali skladiščenje izdelkov, velikokrat ni zalog, saj naročila posredujejo neposredno dobaviteljem, so lahko posledično tudi cene izdelkov v primerjavi s klasično trgovino nižje. Poleg nižjih cen pa na spletu lahko kupite izdelke oziroma storitve, ki jih ni mogoče dobiti v lokalnih trgovinah ali v Sloveniji. Spletno nakupovanje vam poleg pregleda široke ponudbe izdelkov ponuja tudi možnost pregledovanja vseh cen enakih izdelkov na istem mestu. Tako lahko kupec na spletu prebere vse podrobnosti o izbranem izdelku in nato izdelke primerja med seboj. Seveda pa spletno nakupovanje ne prinaša samo prednosti pri nakupovanju. Kar nekaj stvari je, na katere morate biti pozorni, preden se odločite za nakup preko spleta. Največja slabost je seveda ta, da izdelka ne morete videti v živo, če kupujete preko spleta. Pred nakupom izdelka se najprej pozanimajte tudi o stroških prevoza, garanciji, plačilnih pogojih, možnosti vračila izdelka, servisu izdelka, saj lahko vse to izdelek dodatno podraži. Pred nakupom na spletnih straneh preverite tudi pretekle izkušnje kupcev s spletnim trgovcem. Pri cenejših izdelkih, ki našo denarnico prikrajšajo le za nekaj evrov, smo glede kakovosti izdelka pripravljeni tvegati. Medtem ko je pri nakupu večjih in dražjih izdelkov prav, da si vzamemo čas in si, če je mogoče, izdelek ogledamo v trgovini oziroma najdemo točen opis izdelka. Naslednja težava je, da se pojavlja tudi veliko lažnih spletnih trgovin. Zato ne kupujte, dokler se ne naučite prepoznati spletnih strani, ki niso varne. Najprej morate preveriti, ali so objavljeni popolni kontaktni podatki. Dobre spletne prodajalne namreč pregledno objavijo vse svoje podatke o podjetju in svoji dejavnosti, kot tudi podroben opis postopka nakupa ter splošne pogoje. Kontaktne podatke nato shranite, da lahko s ponudnikom, če bi se pojavile težave, lahko hitro navežete stik. Pozorni morate biti tudi, ko na spletu trgovcu predajate svoje osebne podatke. Spletni trgovci lahko od potrošnika zahtevajo le tiste osebne podatke, ki jih potrebujejo, da se opravi nakup. Če gre torej za dostavo izdelka na dom, spletni trgovec potrebuje podatke o vašem naslovu, ne pa recimo tudi vaše številke EMŠO.
Če menite, da prodajalec od vas zahteva preveč podatkov, poskrbite za svojo varnost tako, da ga pred nakupom pisno prosite za pojasnilo, zakaj točno ta podatek res potrebuje. Nikoli ne razkrivajte ničesar, kar vam ni treba. Poleg tega preverite, da podatke o bančnem računu ali kreditni kartici pošljete prek šifriranih povezav. Te prepoznate potem, da imajo v naslovni vrstici začetek HTTPS. Pazite tudi na svoja gesla. Ko je enkrat izdelek pri vas doma, pa se zavedajte, da ga imate skladno s slovensko zakonodajo pravico neuporabljenega v 2 tednih vrniti, tudi če z njim ni nič narobe. Prodajalec vam mora nato v 30 dneh povrniti vse stroške, razen stroškov vračanja. Predpisi narekujejo, da bo kaznovan. Velja pa slovenska zakonodaja le v primeru, če kupujete pri slovenskem spletnem trgovcu. Na območju Evropske unije velja evropska, ki ponuja podobno raven zaščite. Če pa kupujete izven Evropske unije, se morate zavedati, da boste kot potrošnik zaščiteni toliko, kolikor je zakonske zaščite v državi, kjer se ponudnik storitev nahaja. Spletno nakupovanje je nakupovanje prihodnosti. Ob hitrem tempu življenja in s tem tudi pomanjkanju časa nam bo nekoliko poenostavilo vsakodnevna opravila.